Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani kolegi poslanci, gospe in gospodje. Začenjamo 16. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Prehajamo na določitev dnevnega reda 16. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v torek 7. julija 2026 s sklicem seje. Predlogov za širitev dnevnega reda izredne seje nismo prejeli. Državnemu zboru zato predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Pa kar prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Pa kar glasujemo. Prekinjam sejo za 5 minut, ker se je pojavila tehnična napaka in pri glasovanju in pri uporabi mikrofona. Pa kar nadaljujemo, opravičujem se v času razglasitve rezultatov glasovanja smo. V glavnem se opravičujem zato, ker je na LED zaslonu v eni sekundi izginil rezultat glasovanja in ga pravzaprav nisem mogel napovedati. Dobil sem tudi izpisek vseh glasovanj in je jasno, da so popolnoma vse glasovalne naprave delale, zato razglašam rezultat glasovanja. Ugotavljam, da je bilo navzočih 85 poslancev, za je glasovalo 37, proti 46, s čimer ugotavljam, da dnevni red 16. izredne seje Državnega zbora ni bil sprejet, zato zaključujemo 16. izredno sejo Državnega zbora. Lep dan vsem. Pičkice so to, obične pičkice. No in današnje glasovanje o celotne koalicije, vključno z Resnico in Demokrati, s katero želijo preprečiti ustavno pravico opoziciji, da ustanovi preiskovalno komisijo o Black Cubu, današnje glasovanje je jasno pokazalo, da se koalicija zelo boji te preiskovalne komisije, ker očitno vejo, kaj skrivajo. Black Cube bi absolutno podprl, čeprav ga že organi pregona preiskujejo, ampak ta druga komisija se nam pa zdi problematična izključno zaradi tega, ker gre spet za dvojna merila. Gre samo za preiskavo določenih strank, določenih pa pač ne. Ne vem, zakaj bi bile nekatere stranke nedotakljive. Vidim, da se bo to ponavljalo, tudi če bi zdaj mi vlagali pri vsaki seji. Mislim, da ni smisla, zato ker eno stvar pa vendarle želim reči. Ko smo na dopustu, jaz pa za 2 minuti v Državni zbor hoditi se mi pa enostavno ne da. Opozicija ima ustavno pravico, da tako preiskovalno komisijo ustanovi. Glede na to, da se je koalicija odločila, da bo dobesedno ignorirala ustavo, se bomo zatekli po varstvo na ustavno sodišče. Hvala lepa. To se dogaja prvič v Državnem zboru, to se ni nikoli dogajalo in to ni nič drugega kot onemogočanje opozicije in v tem konkretnem primeru onemogočanje preiskave afere Black Cube. Niti teh 46 poslank in poslancev, ki imajo sicer polne usta korupcije, nočejo, da bi se korupcijo preiskalo. Ne, mi ne kršimo s tem ustave, ker nismo glasovali o dnevnem redu, ker smo pač glasovali proti. Ampak mi dajemo možnost ljudem, da oni povedo, kaj o tem mislijo. Mi podpiramo parlamentarne preiskave, ampak v tem primeru, ker so že zbrani podpisi, bomo počakali na odločitve državljank in državljanov. Želel bi si, da se vmes odvije referendum, kjer se bo javnost odločila, kaj zares misli o takih parlamentarnih komisijah. Mi bomo vedno sledili volji javnosti in tudi v tem primeru.